Lepo pozdravljeni. Po ogledu filma, tisti, ki ste se odločili, da ne greste še na sonček, ampak da ostanete, da z Blažko Miler Pograjc poklepetamo o tem filmu, o Braziliji, o brazilski literaturi, o brazilski družbi. Blažka Miler je profesorica, lektorica portugalščine na ljubljanski filozofski fakulteti. Poznamo jo kot televizijsko voditeljico, dramaturginjo, prevajalko, tudi nekaterih ključnih del iz portugalske književnosti, tako da mi je v veliko veselje, da se bomo prav z njo pogovarjali o filmu Aquarius, ki je v Braziliji zaznamoval leto 2016. Pa mogoče, Blažka, najprej vi, vaši vtisi o tem filmu. Vsem voščim dober dan, oziroma kot bi rekli v Braziliji, bom dia. Potem seveda sledi obvezno kosilo in po kosilu nadaljujejo z boa tarde. Ampak ker še nismo bili na kosilu, samo na kavici, naj bo bom dia. Ja, hvala lepa za to vabilo, to je zame velik dogodek, zmeraj sem vesela, da lahko počnem in delim z drugimi to, kar rada počnem. In zadnja leta opažam, da je vse več ljudi takih, da se radi pogovarjajo o deželah in ljudeh, ki govorijo portugalsko. Film Aquarius danes si ga nisem še enkrat ogledala, mogoče je bogokletno reči, da zlasti zato, ker sem ga imela že prvič dovolj. Film mi je bil namreč, se mi je zdel na trenutke, nisem mogla zlepa pozabiti nanj, nisem mogla zlepa pozabiti na Sonjo Braga, ampak v tistih trenutkih, ko sem ga gledala, sem pa ob določenih prizorih imela občutek, da bi lahko bili krajši. Ne bo to moje kratko mnenje. Prosim. Se strinjate? No, potem nisem čudna, kakor sem ponavadi velikrat. Ja, so prizori, ki so vsi tehtni, ampak se mi zdi, da če si filmofil ali nisi, sporočilo hitreje dojameš, kot so mogoče ustvarjalci mislili, da boš. In hkrati samo vzdušje, ki ga posamičen prizor pošilja do gledalcev, hitro zleze vate, te napolni in bi šel že naprej. Se mi zdi, da film ampak mogoče ne za dvakrat v roku pol leta. No, jaz sama tudi nekako se pridružujem mnenju, da bi mi film najbrž bil še ljubši, no, če bi bil nekoliko krajši, ampak kot sem že prej v uvodu omenila, so pa mnenja o tem filmu tudi v Evropi, sploh pa v Južni Ameriki, bila drugačna. V Cannesu leta 2016 je skoraj večina kritikov svetovnih nekako pričakovala, da bo film dobil zlato cannesko palmo. Dobil je potem kar nekaj nagrad, tudi na drugih festivalih, ampak zlato palmo pa, kot sem že rekla, je prejel Ken Loach. Blažka, omenili ste glavno igralko v filmu, to je Sonja Braga, znana tudi v Evropi, v Braziliji pa ima status zvezde. Ja, zvezde in ikone in idola. Sama mogoče vsega tega niti ne bi vedela, zdaj bom zelo pametno ves čas izpadla, ne, ampak se veste, krademo, ne. In jaz bom marsikatero misel, ki bom danes povedala, jo bom ukradla nekomu, ki je bil letos na obisku v Ljubljani. En teden je preživel z našimi študenti, z mano, ne nazadnje. To je zelo ugleden profesor Sergio Nazar iz državne univerze oziroma iz univerze države Rio de Janeiro, tam je redni profesor za portugalsko literaturo in je človek, ki je posvečen 19. stoletju, pa tudi 20., pa tudi današnjemu trenutku. In ko sem omenila, da bom tu gostja na tem pogovoru, se je raztopil, zato ker Aquarius ima v Braziliji, se pravim, tega iz prve roke ne vem, ampak on je tako rekel in sem prepričana, da ve, kaj govori. Aquarius ima izjemen pomen, ima pomen in statusnega oziroma filma
in Sonja Braga je idol, je velika zvezda, je igralka, ki je upodobila marsikateri lik velikih piscev brazilske literature 19. stoletja, recimo Machado de Assiša, potem je igrala, upodabljala like Jorgea Amada in je oseba, ki jo nadvse spoštujejo in obožujejo. In mislim, da je tega vredna, ne, ker tudi v tem filmu to gospod Dono Claro uprizarja kot tako neodvisno žensko in jaz mislim, da se je k temu treba nagibati in boriti. In všeč mi je bilo, da smo s profesorjem Nazarjem nazdravljali ne na zdravje, ampak na svobodo, ne. In se mi zdi, da je ta svoboda v Latinski Ameriki drugačen, mogoče še globlji pojem, kot je pri nas. In ta film je film o neki svobodi duha, ki ga pooseblja Dona Clara, ne kloni. In v tem smislu je zame velik lik. No, če v Evropi, v Sloveniji gledamo ta film mogoče v prvi vrsti kot portret neke res odločne gospe, nekdanje glasbene kritičarke, ki se zoperstavi zelo močnejšemu nasprotniku, to so pač neka močna, mlada, nepremičninska družba. In mogoče opazimo bolj na robovih tega filma neke družbene poudarke, je pa v Braziliji bil ta film sprejet precej drugače. Zdaj, če se vrnemo v Cannes na to svetovno premiero, tam se je zgodil celo en tak manjši eksces, namreč režiser Kleber Mendonça Filho in večina njegove ekipe je prišla na to premiero z listki, na katerih je v vseh jezikih pisalo: v Braziliji ni več demokracije. To je bilo maja 2016, to je bil en poseben trenutek za Brazilijo. Ja, to je sovpadlo z vsemi očitki, ki so leteli na vlado predsednika Lule oziroma Dilme, ki je njegova naslednica bila. Film je prišel ven takrat, ko se je začelo na veliko očitati pa se je začela očitati koruptivnost in skorumpiranost brazilske vlade. Zdaj sama seveda nisem tega tako podrobno spremljala, ampak če sem prej omenila profesorja Seržija, naj omenim še profesorja Erika, ki je prišel v Ljubljano za 6 mesecev k moji kolegici Medvedčak Mojci in k meni se učiti kot del svojega magistrskega študija, kako poučevati portugalščino. To se mi je zdelo zelo zabavno, ampak ja, znotraj svojega magisterija si moral izbrati državo, kjer poučujejo portugalščino in participirati kot gostujoči bodoči profesor. In skorajda za isto mizo ali pa v istem tednu sem slišala 2 mnenji o 2 popolnoma različnih Brazilijah. Eden od profesorjev je trdil, ker je velik pristaš Lule in nekoliko bolj levičarsko usmerjene vlade, socialno usmerjene, je trdil, da se dogaja velika krivica, obsodbe brez dokazov. Drugi mladi gospod pa je trdil, da se je to moralo zgoditi, da tako ni moglo iti več naprej. In v tem filmu kaj predstavlja, katero opcijo, katero garnituro, je težko reči, ampak vsekakor Dona Clara predstavlja neko stanje duha. Tisto politično garnituro, bi tudi rekla, ki se zavzema za neko intelektualno Brazilijo, tudi na nek način sočutno Brazilijo, solidarno Brazilijo, medtem ko ti mladi podjetneži oziroma ta mladi podjetnik, podjeten podjetnik, mogoče predstavlja ta svet kapitala, ki se po mnenju določenih Brazilcev zdaj se je še bolj razbohotil v Braziliji in bo poraziral vse tiste, ki se mu nočejo ukloniti. Hecno je, ne, ko tako slišiš 2 popolnoma, ampak zares diametralno nasprotni mnenji in je zanimivo to spremljati. Vprašanje pa seveda v Braziliji je družba zelo razslojena, iz katerega sloja kdo prihaja. Tudi to pogojuje naklonjenost tej ali drugi politični opciji. A mogoče že kar zdaj izkoristiva priložnost, pa k besedi povabiva še vašo posebno gostjo, dolgoletno veleposlanico Republike Slovenije v Braziliji, da mogoče
tudi vi malo pokomentirate Brazilijo kot državo v tem trenutku? Ja, z nami je gospa Milena Šmid. Posebna gostja, seveda, zmeraj je posebna, ampak ravno v tem vprašanju bo gospa Milena veliko bolje znala odgovoriti, kaj se pravzaprav dogaja v Braziliji glede te politike, glede teh garnitur in leta 2016, ko je bil film lansiran pri njih. Dober dan. Ne vem, če se sliši. Se sliši? Ja. Se sliši? Jaz bi seveda, in upam, da bom lahko tudi v filmu rekla kakšno besedo, ker sem takrat seveda bila navdušena in sem Blažko poklicala, ker sem videla film in sva se o tem pogovarjali. Ampak, kar se tiče situacije, tudi politične v Braziliji, pa naslednje. Jaz sem bila v Braziliji od 10 do 15, jeseni 10, jeseni 15. In takrat, ko sem prišla, zdaj povejte mi, koliko časa imam, da ne bom predolga, Izvolite. je na celem južnoameriškem kontinentu prevladovala leva opcija. Od Argentine pa preko Bolivije, Urugvaja, ne smemo pozabiti tega famoznega predsednika Mužike in tudi seveda Brazilija, kjer je končeval ravno mandat oziroma svoje dva mandata predsednik Lula. Vemo, in to ni izmišljotina, da je predsednik Lula seveda s pomočjo konjunkture in cene nafte in sicer surovin takrat imel veliko denarja oziroma brazilska država je zelo prosperirala. In temu ustrezno je res pomagal oziroma, kakor sami Brazilci velikokrat rečejo, da je približno 30 milijonov ljudi zaradi tega išlo iz revščine. Uvedli so znan program Minha Casa, Minha Vida, so pomagali pri reševanju stanovanjskega vprašanja, potem so dajali štipendije za otroke in da so hodili v šolo, morali so hoditi v šolo, kajti denar je dobivala vedno žena oziroma družinska mati, nikoli oče, kajti Lula je imel takega očeta, ki je pustil družino materi in se je potem prebijala z mnogimi otroci. Skratka, dejstvo je, da je Lula res naredil veliko za te najnižje sloje, ki ga seveda jasno še zmeri obožujejo in zato moram povedati, tudi danes, on ima procentualno najvišje se pravi namene volilnih upravičencev, se pravi najvišji procent še zdaj, kljub vsemu, da je bil obsojen že na drugi stopnji za prihodne volitve, se pravi drugo leto so volitve in on izmed vseh kandidatov, ki se zdaj postavljajo, ima najvišji procent. To se pravi, nekaj je že bilo, cel ta val levice v Južni Ameriki je prinesel s seboj veliko dobrega za najširše ali pa najnižje sloje ljudi. Seveda pa ni bila zadovoljna oligarhija. Lula je imel pa, oziroma ima, to mu vsi priznavajo, kajti tudi v mednarodnem prostoru je imel izredno velik ugled. In jaz, ko sem bila recimo prej v Brazilijo, v Parizu, v UNESCO, to so vsi rekli, še niso videli takšne gužve, ko je prišel on in je govoril recimo o izobraževanju, ker to je bila tudi zelo pomembna postavka. No, potem je dal pač, da skrajšam hitro, je omogočil, da je bila zbrana Dilma. Res je pa, da so bili njegovi najožji sodelavci že precej kompromitirani. Kajti Lula, da še enkrat povem, izreden politični mešetar, celo so mu tako dajali nadimek, je zelo dobro vozil tudi zato, ker je nekako pustil tudi oligarhiji, da je naprej delala svoje, oziroma seveda ni mogel v celoti spremeniti sistema, to ne gre, to je predolg, to traja stoletja, mislim, da se neka družbena elita ustvari in potem tako naprej. No, ona je bila pa seveda, kot so ženske, veliko bolj brezkompromisna. Če povem samo eno stvar, ki se mi zdi izjemno pomembna.
ona peta predsednica v tej novi Braziliji od leta 1988, si je prva in edina upala, da je ustanovila eno skupino znanstvenikov, ki so proučevali zločine, ki so se zgodili v diktaturi. Vemo, v Braziliji je bila huda 20-letna, 21-letna diktatura in je bilo veliko zločinov, nobeden izmed moških predsednikov pred njo si tega ni upal. In tudi ta seveda skupina je delo v 2 letih dokončala in potem je zbrala vse živeče predsednike Dilma in so rekli, zdaj pa stojimo za tem poročilom. Skratka, je bilo pa vrsta tudi drugih stvari, seveda ona se ni dala, ekonomistka, je hotela postaviti stvari na zdrave temelje, ampak mogoče je imela nesrečno skupino okoli sebe, ne najbolj sposobnih ljudi, ampak skratka, stvari so se potem pač, kakor se reče, prevagale in pri čemer Dilmo do danes nihče ni obsodil ali pa oziroma ni niti bila obtožena kakršnegakoli koruptivnega dejanja ali da si je prisvajala javni denar in tako naprej, to, kar seveda je drugače zlulo. Skratka, zoper njo so se pa tako zarekli in da je seveda bil potem postopek impeachmenta oziroma pač ustavne pritožbe zoper njo uspešen in zavladal je sedanji predsednik, ki je bil podpredsednik, on je seveda jasno izrazita desna opcija. Samo en podatek bom dala, mislim, vemo, da je tudi zdaj v Braziliji veliko nezadovoljstva oziroma da je on najmanj popularen predsednik. Samo en podatek bom dala, ki izhaja iz pač mednarodnih krogov. Vemo, da seveda tudi cel svet je zelo buden glede tega, kaj se dogaja v Amazoniji. Brazilci vedno rečejo, Amazonija ni mednarodna, Amazonija je naša, ampak vendar vse, mislim, predragocena je za cel planet. In seveda so ugotovili, da je sedanji predsednik seveda dal ogromne površine v koncesije, da seveda tam spet sekajo, ker iščejo oziroma vejo, da so seveda minerali, da ne govorimo o splošnem izsekavanju, ki ga je tudi predsednica Dilma zelo omejila in to pa daje seveda en podatek, ki se mi zdi, da je pomemben za cel svet o tem, kaj se pravzaprav v Braziliji dogaja. In ljudje so seveda spoznali, to pa vem tudi iz prve roke, iz ljudi iz Brazilije, ki pravijo, joj, kako se nam kolca po Dilmi. In seveda, hvala lepa za tole široko riz te situacije. Zdaj, če se vrnemo nazaj k filmu, prav v tem trenutku, ki ste ga vi opisovali, teh nekih političnih sprememb, je pač ta film imel to svojo mednarodno premiero, ki je potem zaradi tega, kar smo prej omenili, povzročila v Braziliji to, da je v določenem delu politike, prebivalstva dobil črno piko in posledično ni bil nominiran za Oskarja, kar je bilo nekaj takega zelo pričakovanega. Blažka, mogoče se vam zdi, vi poznate Brazilijo, je to tak tipičen film urbane Brazilije, dogaja se v mestu Recife, to je rojstno mesto režiserja Kleberja Mendonce Filha. Poznati Brazilijo, tega ne moreš reči, zato ker oni sami rečejo, v Brazil não é país, é kontinent, se pravi, Brazilija ni dežela, ni država, Brazilija je kontinent. In Brazilijo je nemogoče poznati, ampak hvala, nekajkrat sem bila v Braziliji za poznavalko, ne vem, mislim, da se ravno ne morem imeti, ampak ta oziroma Recife je glavno mesto države, zvezne države Pernambuku in to je na severovzhodu Brazilije, če si predstavljate zemljevid, to je tista bula, ki gleda proti Afriki. Nad Pernambukom, kjer še nikoli nisem bila, je država Paraiba, tam sem bila v mestu João Pessoa. Ne vem, mogoče je kdo že slišal, mogoče ste geografi. Jaz, preden sem tja potovala, mesta nisem poznala, pa ima skoraj 1 milijon prebivalcev. Prav tako Recife je veliko mesto. Pod to
Država je država Alagoas, glavno mesto je Maceió in od tam prihaja eden od teh naših profesorjev, ki sodelujejo z nami. Skratka, to je severovzhod Brazilije, v starih časih, pa niti ne dolgo tega, je bil to najbolj reven del Brazilije. To je tista črna Brazilija, kamor so pripeljali največ sužnjev. Notranjost je zelo suha, sušna, tako nenavadno podnebje je, nič kaj dosti ne uspeva. Nekoč je pa na obali rasla Mata Atlântica, se pravi atlantski gozd, neke vrste, ne vem, če lahko ravno rečem pragozd, ampak ja, v smislu neke neprobojnosti je bilo to zelo gosto rastje, ki pa je zdaj izkrčeno. In ravno Recife, države Pernambuku, je veliko urbano središče, tam se koncentrira nekaj kapitala in je ena izmed najbogatejših držav tudi Brazilije. Kaj bi morala pravzaprav povedati? Mene je mogoče malo presenetilo raven ta geografski položaj mesta, najbliže Afriki, kot ste rekli. Vemo, da je rasno vprašanje tudi v Braziliji še vedno odprto vprašanje, vendar pa v filmu komaj vidimo kakšnega temnopoltega človeka oziroma vidimo pač v tem neki sanskem prizoru to služabnico, ki je osumljena kraje. Ja, Brazilija, tukaj zdaj rasno vprašanje v Braziliji, ne. V Braziliji je pač ta na deklarativni ravni del njihove politike, da ni rasizma, da ne obstaja nobena rasna nestrpnost naj ne bi obstajala, ampak če se sprehodiš po ulicah kateregakoli brazilskega mesta, zlasti mogoče na severovzhodu, kjer sem tudi nekajkrat bila, vendar v državi Bahia, pa vidiš, da je, in tudi tako se označijo sami sebe na popisu prebivalstva, največ prebivalcev sebe deklarira kot parduš, se pravi mešani, ne belci, ne črnci, in tudi v Braziliji dejansko ni samo belih, redko, in ni samo čisto črnih, zares so zmešani in na cestah vidiš predvsem ljudi, ki imajo te poteze črncev ali pa pač tudi malo Indijancev v manjšini. Zelo malo je tistih, a veste, skandinavskih blondink, ki jih pa vidiš na vseh oglasih. Vse televizijske voditeljice so take, kot da bi kar iz Osla prišle. Reklama za jogurt, belopolta, blond, modrooka družina, filmi, večinoma belci, vsi so recimo ponosni, smo potomci Portugalcev, ne, se pravi, da elita in to, kar se smatra za privlačno, je še zmeraj belo in naravnost iz Štokholma uvoženo. In to recimo mene zaboli, ko prideš tja, kako se lahko oni s tem sprijaznijo, ta velika večina ljudi, ki so sicer ponosni, da so parduš, ampak na vseh javnih mestih iz tebe oziroma vate zrejo modre oči. In recimo ta film, ja, pač govori o gospe, ki je vendarle bila pozicionirana in gmotno, bi lahko rekli, ampak večinoma so to ljudje, ki, pač to se vleče še iz starih časov, ne, ki so bolj svetlopolti, ki imajo to čisto kri Portugalcev, ne vem, Italijanov na jugu, Nemcev, sem že rekla Italijane, ne. Črnsko prebivalstvo je zagotovo bolj revno. Pred leti so tudi uvedli in bila velika debata glede tega kvote črnskih študentov na univerzah, ker sami težko pridejo do javne univerze, ne, ker prej niso deležni kvalitetnega pouka, ker v Braziliji je drugače kot pri nas. Pri nas vsaj tako pravijo, da osnovno šolstvo, in jaz se tukaj strinjam, da je zelo kvalitetno, srednja šola tudi, potem pa, da fakultete naj ne bi bile tako kvalitetne, kot štartamo, ne, z otroki. V Braziliji, jaz se sicer ne strinjam, jaz mislim, da so pri nas tudi univerze zelo kvalitetne, če zares potuješ, in zares potovati ne pomeni odleteti v Dubaj, ker imaš slučajno 900 evrov, ampak potuješ in gledaš in sprašuješ in se pripraviš in bereš in komuniciraš. Če zares potuješ, vidiš, da živimo v sanski deželi. Jaz tistikrat, ko sem bila v Braziliji, sem sama sebi čestitala že na avionu, ki je iz Brazilije poletelo, pa imam zelo rada Brazilijo. Ampak kaj hočem povedati v Braziliji, je pa tako, da je šolstvo na začetku
pač slabo, ne, kaotično, zelo malo so plačani učitelji, otroci so iz vse povsod, iz vsakršnih okolij in skratka ni to šola, kjer bi se ne vem kaj naučili, tudi po teh mednarodnih standardih, te zaključni neka preverjanja in to naj bi res znali malo, tiste angleščine, matematike. Potem se pa to izboljšuje, vse tja do javne univerze. Javna univerza je boljša kot zasebna univerza in vsi starši si želijo, da bi njihovi otroci prišli na javno univerzo. Vendar pa, da pride na javno univerzo, mora prej hoditi, ker so zelo težki ti maturitetni izpiti, ki jim rečejo vestibular, mora pa prej hoditi v kvalitetno šolo. Ne? In nastane ta paradoks, kdo lahko dejansko financira šolanje otroku, da potem pride na javno univerzo. Tak ima denar in to ponavadi niso temnopolti prebivalci, skratka so uvedli te kvote. Jaz bi še zmeraj rekla, da je ogromno prikritega rasizma. In ljubezni do glasbe, ne. Ta film bi ga mogoče lahko označili tudi kot en tak razpoloženjski film. V središču je ta fenomenalna gospa, svobodomiselna, polna energije, brezkompromisna, tudi v svoji jeseni življenja, glasbena kritičarka. Povsod okrog nje so vinilne plošče. In ves čas je glasba, brazilska glasba. Ja, brazilska glasba, to se ve, ne, tukaj ne bom povedala nič novega, je ta fuzija teh najboljših glasb sveta, oni so podedovali afriške tradicije, potem razvili neke svoje jazz oblike. Ne, meni se zdi brazilska glasba fantastična, peta je v tej čudoviti brazilščini in ta film, seveda tukaj pa smo mi morda z našim poznavanjem, pa tudi mogoče z majhnim primanjkljajem v mentaliteti, morda nismo bili čisto sposobni razumeti in doumeti, kaj ta film v glasbenem smislu ponuja, zato ker ponuja vse tisto, ob čemer so odraščali Brazilci, ne, ki so danes v srednjih letih, ne, in seveda to jih je ganilo in bojda je na vseh premierah po vseh brazilskih mestih ta film doživel ovacije zaradi sonje, zaradi glasbe, ne, ker to je tako, kot da bi nam predvajali vse tiste čudovite popevke v nekem filmu, razpoloženskem, ne, jasno si navdušen, nekdo drug, ki tega ne pozna, ne more toliko priti do njega, tako da jaz sem glasbo racionalno in tudi srcem poslušala, ampak ni bilo pa zraven te komponente, kakšen trenutek je določena pesem, glasba spremljala brazilskega življenja. Ta skladba, ki začenja in končuje film Oži, ne vem, mogoče katera od vaju, to je najbrž neka res pomembna skladba za Brazilijo. Oži pomeni danes. Ja, pomembna skladba za tisti danes, ki je bil takrat, ko je nastala, in za danes, ki je danes. Mogoče zdaj še kakšno mnenje, mogoče ja, izvolite, gospa Šmid, mogoče še. Hvala. Oprostite, ne bi rada nobenemu jemala besede, se mi zdi, da je zelo pomembno v zvezi s filmom povedati eno stvar, ne. Blažka je fino povedala, kako je z rasizmom in čeprav oni rečejo, da imajo tako rekoč prisrčni, ne, rasizem, to se pravi, ne, ker so zelo prijazni drug do drugega, je v resnici to zelo kruto. In samo na en prizor bi rada spomnila, ko recimo sta Sonja pa res nima več besed oziroma ko vidiš za trenutek, da ji vse dol pade, ne. To je takrat, ne, ko ji reče ta mladenič, ne, vse razumem, ne, da ste se morala zelo boriti, ne, za svoj položaj. Ona, sem rekla, pa saj sploh ni temna, ne, zame to je mislim, bolj brazilski obraz oziroma še najbolj svet oziroma mi jo sploh ne pojmujemo. Ta, ne, mladenič, ne, je pa to najbolj občutljivo točko takoj na njej zaznal in jo seveda poleg tega, ne, da predstavljata res dve Braziliji in jaz sem bila vedno presenečena, kakšno literaturo ima Brazilija. Kako so časopisi, ki jih izhajajo 7 dni na teden, vsak dan, kako so polni, kakšne komentatorje imajo. Skratka, ta seveda dežela oziroma država je tako zelo, zelo bogata, ampak seveda obenem pa tako zelo revna, to med sabo čutijo in to je vse seveda zgodovinska dediščina, ki jo poskušajo počasi in zato je tudi pomembna ta elita, ne, glasbena, vsi ti, ne,
ki jih poznamo, ne, ki so tudi v Sloveniji večkrat prihajali, da govorimo Šiko Buarque, ne, potem Gilberto Gil. In vsi ti, to so izraziti levičarji, ne, in so najbolj osveščeni, tako rekoč, ne, da sem toliko, da bom predolga. Hvala lepa. Hvala. Mogoče še kakšna misel o filmu o Doni Klari? Ja, izvolite. Pozdravljena, Blažka, Pozdravljene, Ingrid in Irina. gospa Šmit. Jaz vas samo berem v sobotni prilogi, kadar kaj napišete in sem navdušena nad tem. Film seveda, mene se je zelo dotaknil in sploh mi ni bil predolg, nasprotno. Bil je zelo pretanjeno spleten, ko pajčevina nas je, vsaj mene, opletel svojo zgodbo, ker če bi ga krajšali, če bi imel hujši tempo, potem mi ne bi doživeli te prisrčnosti, ki jo goji ta široka družina, ne bi izvedeli, da je bila ženska feministka, da je odraščala v 60-ih, sex, drugs and rock and roll. In jaz nisem niti pogruntala, da je bila glasbena kritičarka, ampak da je bila pravnica in novinarka. Skratka, zelo sem sledila temu filmu, razen nek trenutek, ker vas bom pozneje vprašala, ker sem šla ven, morala sem iti ven, pa sem mogoče zgrešila. Strašno mi je zlezla zgodba pod kožo, tudi mogoče zato, ker sem upokojena novinarka. In ker imam tako rada glasbo. In sem bila neznansko žalostna, ker prevajalec, gospod Rogelj, očitno je prevajal preko angleščine, ne govori portugalsko, ker nam besedila pesmi nista bila prevedena. Zlasti, če se spomnite tistega trenutka, ko deklica, ki pride iz Rija, nečakova deklica, izbere v tej skladovnici plošč, eno LP in ga poslušajo vsi. Ta pesem ima sigurno besedilo z močnim sporočilom. Podobno kot tista druga, ki jo teta nečako skozi priporoča, naj jo zavrti puncam, da bojo vedele, da je strasten. In tako naprej. To mi je zelo umanjkalo, da nisem razumela besedil pesmi. Potem bi pa povedala še to, da cel kup stvari mi je hodilo skozi možgane ob gledanju, seveda oddaleč spremljam tudi politično situacijo, preko CNN, drugače pri nas nič ne poročajo o Braziliji. To recimo, ta čudovita stavba, v kateri živi ta gospa. To je ena prelepa stavba, po mojem tam nekje iz 60-ih let. Bi rekla, da paše nekako v to obdobje tega slavnega brazilskega arhitekta Neymarja. Mislim, ko je takrat nekako, ne vem, kdaj je on naredil tisto prestolnico Brazilija, modernistične stavbe, ki jih hodijo še danes občudovati iz celega sveta, ki žal nimajo verjetno take funkcije, kot si je stoletnik, ki je nedavno umrl, zamislil. No, skratka, gre v resnici za eno zelo lepo stavbo, ki je zelo govorim zdaj kot z vidika arhitekture, humana v primerjavi s tistim, kar ta mladi ljudje, podjetniki zidajo v soseščini, ne. In ima predvrt, je blizu plaže, ima vse, kar omogoča družinam, človeku za eno prijetno, lagodno življenje, zlasti v tretjem življenjskem obdobju. In to, recimo, ves čas sem mislila tudi na mojo prijateljico arhitektko, s katero sem sicer obiskovala ta srečanja v Kinodvoru, s katero bi se imela veliko pogovoriti in bom šla danes k njej na obisk,
ki je letos izgubila eno dojko in je bila v ponedeljek prvič na kemoterapiji. Kajti tukaj je še ena ogromna zgodba, o kateri nismo še nič rekli, mogoče boste zdaj. Skratka, tudi način, kako je ona prebolela to bolezen in na koncu jo je celo z argumentom vrgla na mizo. Zdaj pa moje vprašanje, jaz sem kot rečeno šla ven, nisem razumela, ko sem se vrnila in na koncu govorijo o tem dokumentu, kaj sta pravnico najdla v tistem skladišču ali arhivu ali kaj je to bilo. Nekaj sta tam najdla ali kaj, jaz ne vem, če mi kdo to pojasni. Hvala. Boste vi mogoče? Ko se spomnim, našli so neke malverzacije v zvezi z zemljišči. To, kar je pa čist, in izkoriščam to priliko, čeprav mogoče že, da povem res, Recifi, ko človek pride, jaz sem bila 2-krat. In nekaj smo imeli na sestanke, potem zvečer smo šli z ladjo, ker je tako, rečejo mu tudi Benetke brazilske, ker ima res te speljano vmes take kanale. In smo šli zvečer, pozno zvečer, in seveda se je bilo razsvetljeno in gledaš, bajno, božansko, in gledaš te ogromne stavbe in seveda so nam povedali domačini, to je celo nadstropje, ki pa seveda za, ne vem, za 10 naših stanovanja, ker seveda imajo v Braziliji bogati ljudje ogromna stanovanja. In potem se pa seveda vprašaš, potem enkrat sem bila pa čez dan tudi, drugič pa tudi blizu je tam Olinda, to je eno zelo staro mesto, kajti najprej so prišli Nizozemci sem, potem so prišli Francozi in Portugalci, iz Evrope je bila vedno močna diaspora, ena iz prvih diaspor je bila tudi celo iz Severne Amerike, iz New Yorka, tako da ima Recifi najstarejšo sinagogo na celem južnoameriškem kontinentu. Ampak potem, ko pa začneš gledati to od blizu, ko vidiš to, pa rečeš, sej to so vse morali nekaj starega podreti. In tukaj je bistvo, to je ta požrešni, grozni neokapitalizem, seveda, ker vemo, odkot prihaja, tam je v Braziliji čist jasno, kaj prihaja iz Severne Amerike, cel ta njihov sistem življenja. In to je grozno, da tukaj se zgublja okus. In zato ravno ta stavba, ne vem, če je res od Oskarja Niemejerja, to je 60 let, ampak zanimivo. Ta stavba je malo starejša, iz obdobja med Jaz tudi vojnama, mislim, ampak da je čudovita, starejša. se strinjam, čudovita stavba. Ampak veste, v 60 letih, naprimer, so še zidali, jaz to vem, jaz v Braziliji, ker sem bila pri enih doma, in sem rekla, tu pa nimate air conditiona, ker vse druge je ta grozen, mislim, air condition, oni dajo na čist malo, in potem zmrzujejo tako rekoč not, ker to je pa znana Blažka povedala, reče v friju et eleganči, to je rekla Blažki, bom povedala. Bom povedala. Skratka, potem, ko vidiš vse te krasne, seveda stavbe in vse to veš, da je tukaj bilo seveda zelo veliko porušenega in ko greš malo naokrog, viš, tako je seveda zelo revna naselja, in tam se vidi seveda je tudi veliko nasilja obenem, to se takoj razume, ko gledaš to razkošje, da je vedno tam, ki je veliko razkošja in more biti tudi seveda veliko revščine in nasilja in to je pač v tem filmu tudi fantastično prikazano. Samo strinjam se, to sem ravno Blažki rekla, meni ni bil niti za minuto predolg. In Brazilci imajo pa sploh ta način, ker je sve so prihajali v Brazilijo, pa mi je rekla, ena bivša kulturna ministrica, joj, pa kaj so bili na eni konferenci, pa kaj je to vedno tako, da lepo ta pozdrav, pa pozdrav, pa 4 pozdrav, pa 5 pozdrav, pa 6, vsi pozdravljajo, pa lepo počas. Ja, to je še pa tist način, bi rekla, kolonialni, ki je pa seveda prisrčen in simpatičen. Ja, hvala lepa. Jaz sem hotela tukaj samo še to komentirati. Vsekakor tenkočuten film. Ampak takšni Brazilci so. Zaradi vseh teh mešanic, to je njihova dediščina, so razvili eno posebno tenkočutnost. In besedila v pesmih, teh 5 pesmih, so nekatera zares taka, bi rekla, revolucionarno tehtna, v borbi proti diktaturi, Chico Buarque je bil velik mojster takih besedil,
ampak neka druga besedila pa preprosto upevajo trenutke življenja. Tako izpadejo kot neka improvizacija, kot nek piš vetra, nenadoma pride. Ne, mene prečudovito besedilo, ta Lija v Zinju, ko poje pač oče svojemu otroku, sinu in ga poimenuje Levček in reče, rad sem s tabo na soncu, rad sem s tabo na plaži, pojdiva zmočiva si grivo. Preprosti, drobni vtisi, izjemna tenkočutnost, opazujejo dež, kako pada, kako kaplja spolzi po listu in o tem napišejo pesem. To se mi zdi izjemno. Potem druga stvar, ki sem jo hotela komentirati, je to, da prvič sem bila v Braziliji pred 20 leti. Takrat sem bila še zelo mlada in tako, ne, in temu primerno farfrava. Ampak to je tak dober način, da doživiš tudi tako na nek način frfutajočo deželo. Zdaj so se mi vsi izjemno simpatični. Potem sem bila pa še večkrat v Braziliji in vsakokrat, kadar grem, pa zdaj bo mogoče izpadla kritična, nesramna, ne vem, se mi zdi ta dežela in njeni prebivalci manj simpatična. Mogoče jaz zorim in vidim simpatičnost v drugih stvareh. Vidim simpatičnost v nekem znanju in okusu in v zmožnosti se pogovarjati, pohecati na nekem nivoju. Tista simpatičnost, kar pravijo za Brazilce, da so taki kot njihov Kristus nad Riom de Janeirom. Ves čas ima odprte roke, ampak nikoli jih ne sklene okrog tebe. In takšni so Brazilci, mogoče prideš v stik tudi s takimi, ne. Na široko ima roko, ampak v resnici te nikoli zares ne ujame. Tudi takšni so in takšnih je žal zmeraj več zaradi te imperialistične, zaradi tega pokleka pred imperializmom ZDA, ki se vidi na vsakem trenutku, ne. Tam je popolnoma normalno nekaj, kar smo mi že presegali, da se Coca-Cola pije tako za mizo, družina, daš steklenico Coca-Cole, ne. Jaz sem preživela nekaj časa pri kolegici v João Pessoa in v Campini, ima 2 najstniški deklici, tako kot imam tudi jaz doma eno, in tako se mi je zdelo, da so bile drugačne navade. Deklice so se tuširale zjutraj in zvečer prale glavo, ne. Ta kult te čistoče, potem vse, kar jih je zanimalo v Sloveniji, je, koliko imamo mi temperature, in ko sem pač povedala 4-letni čas, je bil potem ta stavek, ja, v friju je eleganten, ne, to jih je najbolj navdušilo, da mraz je ja tako eleganten, ne, in da oni si prizadevajo, jaz sem, če grem kam z volnenimi nogavicami in šali, je to v Brazilijo, ne, zmeraj imam plet in zmeraj imam volnene nogavice, ker jaz drugače tam ne zdržim v določenih stavbah, ne. Tako bi rekla, da so se spremenili, ne, recimo uslužbenka na letališču, namrgodan obraz, te obrazi dosti nepremični, ne, pač vse pod vplivom teh telenovel in teh reklam in tega ideala neke lepote. Tako manj je naravnosti, kot je bilo včasih. Vsaj v teh okoljih, ki sem jaz zadnje čase bila, kot da bi pogrešala tisti moj prvi vtis, ampak saj pravim, bila sem mlada, mogoče sem tudi jaz videla še bolj skozi rožnata očala. Tam imam sicer zmeraj nataknjena, to moram priznati, zato sem hecna včasih določenim ljudem, ne, ampak ja. Mogoče še kakšno mnenje. Jaz bi samo v zvezi s prevodom, Irena, mogoče to rekla, ta vaša pripomba, ne, jaz se absolutno strinjam, v tem filmu res manjkajo prevodi glasbe, ker je ta glasba zelo pomembna. Mislim pa, da je bil to vse splošen problem pri prikazovanju tega filma kjerkoli po svetu. In tlele zadaj, Barbara, boš mogoče ti vedela, je lahko tudi čist nekaj zelo prozaičnega, da pač distributer je nekako vsem prevajalcem dal samo ta verbalni del, ker brala sem v nekih kritikah angleških in ameriških ravno to, Irena, če ste še tamle to, kar ste vi rekli, prav to, ne, da kakšna škoda, da žal vsi tisti, mislim, da Američani, ki ne govorijo portugalsko, niso razumeli, ker je pa glasba res pomembna, no. Tako da tlele je zadaj mogoče žal nekaj, kar smo vsi izgubili, ja, brez prevoda, no, tako, ja. Mogoče še kakšno mnenje? Jaz žal nimam informacije o tem, zakaj ni prišlo do prevoda, ali je bil to distributer ali odločitev prevajalca. Ja. Mene zanima, kakšen je odnos med Brazilci in Portugalci glede na zgodovino, kako se je spreminjal s stoletji, ne? Ker pač Portugalska je bogata, revna, zdaj je revna, bogata, kako bi rekel, Brazilija pa zdaj je bogata. In me zanima, kakšen je ta odnos med njimi.
Pa še ena stvar, no, to me zanima tudi, kako je ta sproščenost, bi rekel, simpatična, seksualna, tudi sproščenost v Braziliji, a je to bolj narejen, tako kot karneval, ker imaš tribune, pa gledaš te mimohode, ali je to tako bolj, so ljudje bolj sproščeni? Hvala. Hvala za vprašanje. Ja, jaz bom odgovorila najprej na drugo vprašanje, ne? Zato, ker tukaj imam jaz eno razlago, ki jaz mislim, da je taka čisto prozaična, preprosta, tako rekoč banalna, ampak jaz mislim, da to drži. Da ta odnos do telesa kroji meteorološka situacija in vreme. Tam je pač toplo, razen noter, ker sem že rekla, se treba fejst obleči, gospa Milena to potrdila. Tam je toplo in ljudje hodijo okrog precej manj oblečeni, kot ste vi zdaj, gospod v poloverju, ne? Lahko, ampak, ali pa kot so gospe tukaj, ne, vse smo nekako dogor zapeti. Skratka, ljudje se manj oblečejo in več je tega držljaja na cesti, ne. Ljudje tudi dejansko več živijo na cestah, na trgih, pred hišo, zato ker to omogoča vreme, ne, pozno v večer, pozno v noč in ti držljaji kreirajo eno tako vzdušje, kjer bolj opaziš nekoga drugega, bolj opaziš njegovo kožo, potem mogoče tudi oči in tako naprej, ne. Jaz mislim, da vreme tukaj pomaga, da ne govorim seveda o teh koreninah, ki nosijo s sabo glasbo, tudi pač neko tako vzdušje, kjer je bolj opažena ta iskra. Kar se tiče pa Portugalske in Brazilije, pa mene je najbolj presenetilo to, da je na univerzi države Rio de Janeiro na oddelku za portugalski jezik in književnost v enaki meri zastopano pouk oziroma predavanja portugalske literature, se pravi literature, ki izhaja iz države portugalske in brazilske literature. Ker jaz bi si predstavljala, glede na to, da je Brazilija suverena država, zdaj pa res že nekaj časa, ne, da ima večjo težo brazilska literatura, spravi literatura, ki so napisali Brazilci sicer v portugalskem jeziku, ampak ne, oni imajo enako število predavanj iz portugalskih avtorjev, iz njihove literature. Se pravi, Portugalska ima še zmeraj, ne le zaradi jezika, zlasti zaradi zgodovine, zelo pomembno vlogo. Je pa res, da včasih, tega se tudi spomnim še jaz, ko sem bila tam prvič, je bil občutek, da so Brazilci, ki so prihajali tja, prihajali zaradi revščine in so opravljali tista najnižja dela. Danes Brazilci več ne prihajajo kot take, ampak prihajajo kot zelo glasni turisti, tudi na Portugalsko. Ne, govorimo o Brazilcih, ki danes prihajajo na Portugalsko. Ne prihajajo več zaradi dela, ne prihajajo kot revni prosilci dela, ampak prihajajo kot zelo suvereni turisti. Recimo vse tiste Nobel trgovine na Avenida da Liberdade, ne, v Lizboni, tam kupujejo ljudje iz Angole in ljudje iz Brazilije, ne, in Portugalci tam več ne more privoščiti tistih Chanel plaščev pa tega, ne. Zgodovina, vsi vemo, kakšna je bila kolonialna, zlasti o Špancih in Portugalcih je krožila ta črna legenda, naj bi bili najbolj kruti kolonizatorji. Tukaj je spet več deljenih mnenj. Jaz mislim, da so, ko so oni prišli, tako Španci kot Portugalci, na ta svoja nova ozemlja, v te nove Španije, v ta nova kraljestva, so se z prebivalstvom pomešali. Od tukaj prihaja brazilska rasa ali pa rasa Latinske Amerike. Poglejmo pa kolonizacijo Angležev v Avstraliji, v Indiji so se mogoče s kom pomešali. Ne, svoje bele nosove so vihali nad vsakomer, ki ni bil bel in ni jedel yorkshirskega pudinga. Se pravi, bi rekla, da kolonizacija je bila mogoče zelo kruta, ampak je bila na nek način tudi kolonizacija, ki je rodila neko novo raso in dala planetu neka nove energije v zvezi s tem. Bi rekla, da je bila kruta, ampak spojili so se v novo človeštvo. Druge kolonizacije so bile veliko bolj ločene in so se kaste zelo obdržale. Tako da v tem smislu Brazilci, je pa tako, no, kot sem že rekla, Brazilci zelo poudari, ja, vsi moji štirje, oba deda in obe babici, ne, so bili Portugalci, ne, in s tem ne bi bil ti nekoliko bolj pomemben Brazilec kot tisti, ki ima mogoče še eno babico iz Angole pa eno iz nekje drugje, ne. Je pa hecno, ker ravno pri tej družini, ki sem jo obiskala v João Pessoa,
je bil oče sicer svetlopolt, ampak je bil izjemno tak črnc izgledal, no, po potezah. Mamica je tako, kot da bi bili iz Moldavije prišla ali pa Romunije. Hčerki sta bili pa čisti indijanki, tako da jaz sem kar malo podvomila, da bi mogoče bili biološki, ne. Ampak so bili pa vsi ponosni, da so imeli vsaj enega portugalskega prednika. Takšne so moje izkušnje v zvezi s tem. Še kakšno mnenje, mogoče na kratko, pa potem počasi zaključimo. Tukaj se bom tudi bolj zatekla mogoče k literaturi, iz tega sem mogoče bolj spoznala to. Hecno je to, da je v Braziliji res nekoliko bolj sproščen odnos glede tega, ampak po drugi strani, ne, prej gospod omenil, ja, ta seksualnost, na nek način golota, poznamo te tangice, ne, iz Plaša, ampak v Brazilke ne boš videl zgoraj brez, ne. So pa zelo, ja, katoliška dežela, čeprav so določeni predeli, tudi ta predel, kjer je Recife, ne, kjer je to mesto, je del Brazilije, kjer se še zmeraj gojijo kulti Candomblé in ostali, to so kulti, ki prihajajo iz Afrike in so tam tudi ta razmerja nekoliko drugačna kot zgolj tista, ki jih narekuje katoliška cerkev. Čisto točnega odgovora ne bi znala vedeti na to, ampak mogoče gospa Milena. Če še lahko dodam samo eno pomembno stvar, seveda, ja, ne, vemo, da je zelo pomembna katoliška vera, ampak z največjo možno hitrostjo jo spodriva evangeličanska, ki prihaja tudi iz Severne Amerike. In evangeličani pa seveda pridigajo, da je treba živeti, da je treba čim bolj bogato živeti, da je treba čim bolj uživati in tako naprej. In to seveda brazilski mentaliteti zelo, zelo ustreza in zato seveda dobiva zelo veliko moč tudi v politiki imajo evangeličani, hvala, še enkrat, evangeličani imajo posebno tudi ne stranko, ampak to se reče združenje v parlamentu, ne, so izjemno močni in tudi sicer se spreminja to razmerje in bojijo se, da bo kmalu seveda ta vera prevladala in zato se pa tudi papeži tako tudi, ne, trudijo za Latinsko Ameriko, ki je bila dolgo časa še pravzaprav največji bazen katoličanov. Hvala lepa. Hvala lepa vsem. Jutri se v Berlinu začenja Berlinale 68, na katerem bo spet eden od teh velikih pomembnih brazilskih režiserjev, José Padilha, tokrat predstavil svoj novi celovečerni film. Če bo dovolj dober in zanimiv, Barbara, mogoče v katerem od naslednjih abonmajev. Lepo se vam zahvaljujem, še posebej Blažki Miler Pograjc za tale zelo zanimiv pogovor. Mi pa se vidimo spet čez 14 dni, ko ostajamo v Evropi. Gremo na Finsko in sicer z biografskim filmom o boksarju Oliju Mekiju. Hvala lepa. Bom rekla po brazilsko, v svojem imenu in imenu gospe Schmidt, obrigada.